Začenjamo z manjšo zagato Loterije Slovenije. Imajo 37,3 milijona evrov, ki jih je nekdo zadel v igri Jackpot, in sicer 23. maja letos, ampak še zdaj ne vedo, kdo je vplačal dobitni listek na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Supernovi v Kranju. In časa za dvig tega drugega največjega dobitka vseh časov pri nas je samo še 14 dni. Loterija je zato prosila medije, naj pomagamo najti srečneža. Torej, lepo vas prosim, a lahko še enkrat razmislite, če ste morda vi vplačali listič v Kranju? Lepo prosim, če listič skušate čim prej najti, in lepo prosim, če greste z njim na loterijo, ker bi vam res radi izplačali, ko odštejejo davek, skoraj 32 milijonov evrov. Ja, lahko da je listek izgubil, a ne? Lahko je pa nekje v tujini, jaz ne vem. Jaz sem tudi zunaj listke kupoval, pa par mesecev nisem šel pogledati, a sem zadev, kaj ne. Iščemo torej zmagovalni listek 42. kroga žrebanja igre Eurojackpot s kombinacijo številk 11, 17, 19, 33, 40 in dodatnima 7 in 12, ki je bil maja letos vplačan na prodajnem mestu Loterije Slovenije v Supernovi v Kranju. Pozor, lastnik zmagovalnega listka lahko svoj denar prevzame samo še do 21. avgusta. Po tem datumu se bo denar vrnil v sklad igre Eurojackpot. Mark Vidrih. Tu je stal in uresničil sanje nov slovenski Eurojackpot milijonar. Tako že od 23. maja piše pred prodajnim mestom Loterije Slovenije v kranjskem nakupovalnem središču, a zaenkrat drži le prvi del napisa Tu je stal, sanj namreč še ni uresničil. Ja, je vzevati se milijona, če on noče. V primeru izplačila bo najnovejši slovenski milijonar bogatejši za slabih 32, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 5,6 milijona evrov. Ali je umrl, ali je pa nekje potoval, oziroma da ne, pač ni prišel pogledati, enostavno. To se zgodi. Takšnih in drugačnih teorij je med strankami sicer veliko. Kaj se dogaja z dobitkom, me vpraša že vsak peti, pripoveduje prodajalec Staš. Tukaj v našem centru oziroma na tem prodajnem mestu je klientela, si upam reči, bolj starejša populacija, tako da je mogoče največja verjetnost, da je ta dobitnik oziroma ta srečnež ta vplačilni listek mogoče nekje založil ali pa pozabil na njega. Se to veliko dogaja. Kaj pa, če dobitnik listka ni založil? Kaj pa, če že 2 meseca in pol premleva? Kaj bo z denarjem? Ja, to je pa odvisen od karakterja človeka, a ne? Nekdo bi povedal vse na glas, nekdo raj ne. A veste, kako so rekli včasih na reklami, ne? Joško, ti si moj najboljši prijatelj, ki je zadev glavni dobitek. Pa vsi nadlegujejo človeka, moraš malo skrivati. Kakorkoli že, čas se izteka, dobitnik ima za prevzem dobitka le še 14 dni, opozarjajo na Loteriji Slovenije. Če dobitnik ne prevzame glavnega dobitka 90 dni od žrebanja, pomeni, da se vrednost tega dobitka pri igri Eurojackpot vrne nazaj v sklad za igro. Da veliki dobitki, kot je ta, ostanejo neizplačani, se sicer zgodi izjemno redko. Nazadnje se je to zgodilo leta 2014, ko je loterija, prav tako s pomočjo medijev, iskala dobitnika lotka 6, vrednega 1,3 milijone evrov. Nesojeni milijonar je loterijski listek z zmagovito številko lotka vplačal že julija na pošti na Tasenski cesti v Ljubljani. Žal se po več kot 2 tednih iskanja dobitnik ni javil, tako da se je ta vrednost vrnila v sklad za igro Loto. Dobitek, ki čaka na skrivnostnega srečneža, je sicer drugi največji dobitek, ki je bil kadarkoli vplačan v Sloveniji. Rekorder pa ostaja srečnež, ki je aprila lani v isti igri zadev kar 60 milijonov evrov.